so v praksi pokazali, da se pogum obnese, da se pogum splača, da je pogum tista zelo dobro premišljena norost, ki lahko ustvari nepojemljive poslovne uspehe, nove možnosti za celotna mesta, regije in seveda ljudi. Dobar večer. Vem, da je zdaj v dvorani tema in da ne vidite prav veliko. Moj svet je takšen že več kot 30 let. V sebi moram poiskati izbrati pogum za stvari, ki se večini od vas zdijo povsem preproste in samoumevne. Odkje črpam pogum? Ne vem, mogoče je to samozavest, spoznanje, da če sam ne narediš nič, družba ne bo naredila. Tako da nekega enoznačnega odgovora, odkje, da bi lahko rekel, kje dobimo pogum, težko odgovorimo, pravzaprav skoraj nemogoče. Ko sem jaz se spogledoval z računovodstvom, knjigovodstvom, sem moral najprej opraviti nacionalno poklicno kvalifikacijo. Pravilnik, ki NPK predvideva, je imel v členih jasno navedeno, da ni možno opravljati NPK-ja za osebe s posebnimi potrebami. Sam nisem potreboval nobenih posebnih potreb, kar se tiče recimo znanja ali olajšav pred Republiškim izpitnim centrom, ampak je šlo zgolj za to, da opravljam delo z računalnikom, ki ima nameščeno govorno sintezo, s katerim pač tudi delam. Tako da takrat sem se šel pravzaprav na nek način kot Don Kihot boriti z mlini na veter, ampak mi je uspelo. Zelo pomembno je, da poslušaš sebe. Zdaj, če boš poslušal, kaj bo rekla mama, kaj bo rekla sestra, pa kaj bo naredil recimo Zavod za zaposlovanje, potem si lahko na zavodu še vsaj 10 let. Tako da samozavest, pogum, odločnost. Odkot vi črpate moč za pogum pri vašem športu? Ja, mene te stvari izredno navdušujejo že od majhnih nog. Jaz sem bil navdušen za letenje, za gradnjo letalskih naprav in v življenju mi je to tudi uspelo, da od tega živim. Kaj pa strah? Kako ga premagati? Strah je pa zmeraj prisoten. Premagaš ga pa s tem, ko veš, da stvar obvladaš, da so vremenski pogoji v redu, da imaš v redu opremo. Tisti hip, na primer, ko poletiš ali skočiš, takrat strah mine, ker ne moreš več narediti. Je pa to zelo pomembno, ker če si pripravljen pač življenje izpostaviti za te stvari, kar počneš, potem v vsakdanjem življenju je veliko bolj enostavno, ker vse stvari so toliko malenkostne proti temu, nobena stvar te ne bo ubila. In si misliš, na ta način si razmišljaš, pa rečeš, ok, grem v en poslovno tveganje, ali bom to ali ono naredil. Tako da človek dobi eno samozavest in to ti zelo pomaga. Kaj bi priporočili nekomu, ki šele stopa na pot bodisi vrhunskega, bodisi ekstremnega športa? Priporočil pač sledi naj pač tisti svoje želje in naj ne prehiteva stvari, ampak lepo počas granilo sem in da dela to na varen način. In predvsem za sebe, ne zaradi drugih. Kakšne vrste pogum je to, ko zbereš vse svoje znanje in znanje profesionalnih kolegov, ter izvedeš nekaj, kar še nikomu ni uspelo, hkrati pa nekomu omogočiš, da živi naprej? Odkot vi črpate pogum pri vašem delu? Iz strokovnosti, preprosto iz strokovnosti, iz tega, kar znam, potem, če znam, ni treba biti ne vem kako pogumen, da naredim tisto, kar je treba. Kaj pa strah? Je prisoten, mora biti prisoten in je tudi strokovnost tam pot za premagovanje? Strah mora biti prisoten v zdravi meri, predvsem, da ostajaš v nekih mejah, kjer ne poskušaš stvari, ki niso preverjene, strah mora biti zaradi tega, da lahko ostaneš v okvirih realnega, da ne odideš nekam, kjer ti ni mesta. Kaj pa recimo mladi, ki bi si želeli početi nekaj podobnega, stopati na to pot, kaj bi jim položili na srce? Veliko dela, veliko užitkov.
Delo je v bistvu tisto, to je v bistvu edini poklic, ko ti človek, ko ti reče hvala, zelo resno misli. In to je za moje pojme zelo velika nagrada in zelo dober občutek. Tukaj ni samo pogum, to je način življenja, ki si ga sprejel, in ko enkrat začneš reševati, pomagati ljudem, je to nepopisen občutek, ki ti daje voljo do novega izobraževanja in tistega dela v prostem času, zato da pomagaš soljudem. Ali strah pri vašem delu mora biti prisoten in kako ga premagujete, kadar je? Strah seveda mora biti, ampak nikoli pa panika. Namreč gasilec, ki ne pozna strahu, rata nevaren sam sebi in okolici. Kajti naše delo je izjemno nevarno in kaj kmalu lahko rataš sam predmet reševanja, namesto da bi reševal. Premaguje se ga pa z treningom in z vrhunsko psihofizično in strokovno usposobljenost, torej redno usposabljanje, trening, in takrat si lahko dober reševalec. Imate tudi izjemno številen podmladek. Kaj bi položili na srce mladim, ki se želijo pridružiti prostovoljnim gasilcem? Predvsem pri nas bodo ušli virtualnemu svetu in spoznali realni svet, svet, v katerem veljajo vrednote tovarištva, pomoči bližnjemu, našli bodo veliko prijateljev, spoznali veliko nove tehnik, se učili druženje, tekmovanja. Torej, ponujamo drugačen svet, kot je pa kibernetski svet računalnikov. Vi ste sami ugleden in uspešen gospodarstvenik. Odkot vi črpate pogum za vaše poslovne odločitve? Začel bom z enim citatom, da ne bo sam Shakespeare, bo tokrat ameriški pisatelj Francis Scott Fitzgerald. Lansko leto smo si ogledali v mestnem gledališču tudi predstavo Veliki Gatsby in zelo mi všeč ta citat: pokažite mi junaka in napišem vam tragedijo. Tam, kjer so junaštva, tam, kjer so herojstva, če hočete, tam je ogromno strahu, tam je ogromno dvomov, notranjih bojev in seveda najlažje bi vam pa rekel, odkje črpam potem, da premagam te dvome, premagam ta vprašanja v sebi, v teh težkih nočeh, ki so tudi brez spanca marsikdaj, v tem, da ljubim svoje delo, da ljubim tak način življenja in potem presežeš tudi strah. Sreča na strani pogumnih ljudi.